Kaj so bili kakšni izzivi, ki se tam soočaš? Mislim, mogoče prva stvar, ki mi pade na pamet, so različne publike. Veš, ful odvisno. Zdaj, ja, ti greš, nastopaš, ne vem, na hip-hop reunionu v Cvetličarni, ne? Pač nor feeling, ne? Pač prav un raperski ambient in veš, da pač folk tam pride na hypan že vnaprej in tudi dinamika pač samega dogodka je ful dobra, ne? Da pač recimo, da cirkuliramo na stageu, ne? Da ni pač, a veš, te eden tam 40 minut, ne? Ampak da imaš ti en komad, pa pol drug komad, pa pol spet priješ na vrsto čez 15 komadov in pač so skozi ohranja tudi nek tak splošen hype, mislim, to je kaj en rojsten dan slovenskega hip-hopa in, a veš, tam je čist drugačen izziv, ne? Pač, veš, tam je izziv, kdo od MC-ov bo že tako publiko, ki je na pač trnih še bolj dvignil, ne? Tle, tam je ta izziv, ampak je fajn, pač, veš, tudi če tega ne narediš boljš od enega drugega reperja, se še zmeraj imaš ful dober, ker pač so vsi tam, a veš, ki poznajo rap, poznajo komade. Medtem ko, veš, pa greš recimo rapat na kakšne stvari, kjer je malo starejša publika, pa toliko tega ne razumejo, je pa ful zahtevno, ne? Pa veš ljudi, a veš, ko si ti navajen, da bo pač tam, a veš, folk v prvi vrsti gruvov, držal, metal roke gor, veš nekoga, ki sedi in te zgleda s takimi očmi, ko bi rekli Podgorci, kot kugla od biljarda, a veš, ne? In pol na koncu komada, a veš, ploska, kada si glih, ker pač odgodu eno domačo, ne, ka pač ve, da more na koncu komada ploskat, ne, iz spoštovanja do nastopajočega, ne, to je pa tako malo, pač ful, težko